Že od leta 1959, vsako tretjo soboto v septembru, 70 milijonov gluhih po vsem svetu praznuje Mednarodni dan gluhih. Poleg praznovanja je ta dan namenjen tudi ozaveščanju širše javnosti o težavah, s katerimi se spopadajo osebe z izgubo sluha, in o nevidni invalidnosti, s katero se v Sloveniji spoprijema približno 1500 gluhih in kakih 100 tisoč naglušnih. Predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije so se odzvali na povabilo urada varuha Svetine na delovno srečanje. Uvodoma se je predsednik reprezentativne invalidske organizacije za gluhe, naglušne, osebe s polživim vsadkom in gluhoslepe Mladen Veršič zahvalil za varuhovo nepogrešljivo podporo in vlogo pri vpisu slovenskega znakovnega jezika v slovensko ustavo. Zdaj je na vrsti država. Država mora sprejeti zakonske akte, podzakonske akte, da se to tudi realizira in zapelje v življenje. Mi bomo sigurno bdeli na tem in tudi nenazadnje vprašali, kakšna je časovnica za to. Kljub temu pomembnemu dosežku je peščica gluhih dijakov v ljubljanskih rednih šolah začela šolsko leto brez tolmača. Da so 1. septembra gluhi dijaki v redni šoli, kjer so integrirani oziroma kar je inkluzija pri izobraževanju, ostali brez tolmača, je popolnoma nesprejemljivo in sploh si ne znam predstavljati, zakaj se je to lahko zgodilo, ker nenazadnje imamo v Sloveniji tudi dovolj usposobljenih tolmačev in bi šola morala zagotoviti 1. septembra, da bi imeli dijaki tudi tolmača. Predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije so prepričani, da je za napredek na področju izobraževanja nujen nadaljnji razvoj znakovnega jezika. Najprej bomo vprašali vlado, kdo je tisti, ki je resorno odgovoren za to, da se začne razvoj znakovnega jezika. Potem, ko bodo pa nam odgovorili, kdo je tisti resor, ki to zadevo pokriva, potem se bomo pa na ta resor tudi obrnili. Ob izbruhu epidemije je varuh Svetina pozval STA, Urad vlade za komuniciranje in Televizijo Slovenija k zagotavljanju informacij v dostopnih oblikah. Zdaj je situacija celo drugačna, zdaj je pa to ustavna dolžnost teh javnih servisov, da informacijo enako, kot jo imajo drugi, posredujejo tudi osebam z izgubo sluha. Osebe z izgubo sluha so se morale ob uvedbi odloka o obvezni nošnji mask oborožiti z dodatno mero potrpljenja, saj se mnogokrat znajdejo v položaju, ko sogovornika zaradi maske ne razumejo. Takoj, ko je bil izdan odlok vlade o nošnji mask, smo bili opozorjeni s strani nekaterih neslušečih pobudnikov, da ne morejo komunicirati. In zato smo takoj vlado opozorili, da je s tem onemogočena možnost komunikacije osebam z izgubo sluha in da jih maske pri tem ovirajo. Vlada je potem takoj tudi na našo pobudo spremenila odlok in tako omogočila, da so gluhe in naglušne osebe izvzete iz odloka. Žal premalo ljudi pozna ta ukrep. Posledično se stiska ljudi z izgubo sluha z vsakim dnem poglablja. Kot se v času 4. vala epidemije povečujejo omejitve v javnem življenju za necepljene. Tukaj bi rad opozoril na eno zelo zanimivo izjavo gospe Nataše Pirc Musar, ki je povedala, da biti necepljen ni pravica. Mi kot inštitucija poudarjamo in jaz osebno poudarjam zaupati stroki, zaupati verodostojni stroki,
in nekje verjeti v stroko, v znanost, ne pa v špekulacije. Prav tako Ustava Republike Slovenije državi nalaga, da zagotavlja zdravo življenjsko okolje. Medtem ko je po zakonu o nalezljivih boleznih državi naložena še obveznost, da preprečuje epidemije nalezljivih bolezni. Država je dolžna poskrbeti za javno zdravje z ukrepi, ki jih sprejema, vendar morajo ti ukrepi, če posegajo v človekove pravice, biti v zakonu opredeljeni. Absolutnih pravic je torej manj, kot si mislimo. Če sta dve absolutni človekovi pravici, sta v bistvu pravica do prepoved mučenja in pa prepoved suženjstva. Varuh Svetina je osebe z izgubo sluha spodbudil, naj mu pišejo, v kolikor menijo, da so jim človekove pravice kršene.